prireditveni prostor prihajata ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, in načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Na prireditveni prostor prihaja poveljnik enote za podporo, brigadir Ernest Anžel. Enota, mirno! Pozdrav, na desno! Mirno! Pozdrav! Pripadnice in pripadniki enote za podporo. Za koga? Za Slovenijo! Mirno! Name smo odmor! Pozdrav! Spoštovani izbrani, dobrodošli na slovesnosti ob podelitvi bojne zastave in hkrati ob drugi obletnici delovanja enote za podporo. Enota zagotavlja podporo delovanja generalštaba Slovenske vojske ter administrativno vodenje naslednjih organizacijskih enot. Enote za komunikacijske in informacijske sisteme, Centra za združeno usposabljanje, enote za protokol, enote za elektronsko bojevanje, specializirane enote vojaške policije ter športne enote. Spoštovani, k besedi vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana. Spoštovana ministrica za obrambo Andreja Katič, župan gospod Stojan Jakin, pripadnice in pripadniki enote za podporo generalštaba Slovenske vojske in ostale pripadnice in pripadniki, cenjeni gostje. Danes, ko tu v vojašnici Ivana Cankarja praznujemo dan vaše enote, je za Slovensko vojsko pomemben dan. Toliko bolj, ker dogodek, ki ga danes hkrati obeležujemo, vzbuja pri pripadnikih vojaške organizacije kolektivni duh, občutek predanosti lastne enote in tudi domovini, odločnost braniti simbole in domovino pred kateremkoli nasprotnikom. V ponos mi je, da vam danes predajam vašo bojno zastavo, najvišjo insignijo vojaške enote, za katero so bili skozi zgodovino mnogo bili pripravljeni tudi umreti. Slovenski polki, ki so v prvi svetovni vojni odhajali na Koroško fronto, so odhajali ponosno. Na čelu enote pa je vedno plapolala bojna zastava enote.
Tradicijo partizanskih enot so nadaljevale enote teritorialne obrambe in pogosto so bile prav bojne zastave tiste, ki so pomenile most med preteklostjo in sedanjostjo. Da je v Slovenski vojski ljubezen domovine, ki jo izražamo tudi skozi simbole, na prvem mestu kaže že naša himna Jenkova, naprej zastave slave, katere simboliko so slovenski izobraženci leta 1848 opisali s pošteno in čisto belino, modro stanovitostjo in rdečim domoljubjem oziroma ljubeznijo do države. Pripadniki enote za podporo Generalštaba Slovenske vojske ste naša pomembna komponenta, saj so naloge, ki jih strokovno in predano upravljate, izredno pomembne za nacionalno varnost in za zagotovitev delovanja. Ponosen sem na vas in se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Spoštovane pripadnice in pripadnike enote za podporo Generalštaba Slovenske vojske, ob vašem dnevu enote vam iskreno čestitam. Verjamem, da boste znali ohraniti in nadgraditi vse, kar ste trudom tudi zgradili. Imate vse potrebno, znanje in izkušnje, zato verjamem, da boste na vaši poti uspešni tudi vnaprej. Prepričan sem, da boste vašo vojno zastavo nosili ponosno in častno in da ne bo sile, ki bi jo iztrgala iz vaših rok. Hvala. Hvala tudi vam, gospod načelnik, general major dr. Andrej Osterman. V kulturnem programu se nam bodo predstavili pripadniki orkestra Slovenske vojske, katerega poslanstvo je zagotavljanje in dvigovanje bojne morale, tvorjenje in širjenje organizacijske kulture, motivacijska in izobraževalna vloga, ki poteka skozi izvajanje nalog tako na področju vojaškega protokola, kot tudi promocijske aktivnosti za Slovensko vojsko in Republiko Slovenijo preko koncertno-snemalne dejavnosti in drugih promocijskih aktivnosti. Letos Orkester Slovenske vojske praznuje 20. obletnico delovanja, ki jo bo obeležil s slavnostnim koncertom v Galosovi dvorani Cankarjevega doma 17. oktobra letos, pa lepo povabljeni že kar danes. Poleg trobilnega kvinteta se nam bo danes predstavila tudi narodno-zabavna zasedba s pevcema Katjo Richter in Sandijem Cejem. Prisluhnimo Avsenikovi melodiji Slovenija, od kod lepote tvoje. Povsod, kjer mi seže plek, lepote zasanjano, ki najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma, se skvitljave zazre, prigriča daljim gora, daljavi še modra morja zre, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Poveš, če k ti bil, odhodi že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vitrič veselo zavil, preleta je prek sveta in da tih lepot ni našel nikjer,
si tu svojo mat. Slovenija, naj tebi pisem poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Sreće drugog, kot le doma. Hvala lepa orkestru Slovenske vojske. Ob današnji priložnosti bo načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, podelil bojno zastavo enoti za podporo poveljniku enote brigadirju Ernestu Anželju. Prosim načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana in brigadirja Ernesta Anželja, da pristopita k podelitvi bojne zastave. Enota, mirno! Brigadir Anželj, predajam vam bojno zastavo enote za podporo delovanja in s tem vam predajam tudi poveljevanje enoti za podporo delovanja. Načelnik Generalštaba, imam bojno zastavo enote za podporo delovanja. Pripadniki enote za podporo. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Zdrav! Na mestu prosto. Čestitke enoti za podporo za prejeto bojno zastavo. Sedaj pa vabim poveljnika enote, da nam spregovori brigadir. Spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, spoštovani načelnik generalštaba, generalmajor dr. Andrej Osterman,
spoštovani brigadirji Slovenske vojske, župan občine Vrhnike gospod Stojan Jakin, nekdanji pripadniki enote za podporo, pripadnice in pripadniki drugih poveljstev enot Slovenske vojske, cenjeni gostje in seveda spoštovane pripadnice in pripadniki enote za podporo. Pripadniki enote za podporo ne poznamo počitka, saj izvajamo naloge, lahko bi rekli, neprekinjeno 24 ur, vse dni v tednu in vse dni v letu. Tudi danes je skoraj 1/4 naših pripadnikov na svojih nalogah tako doma kot v tujini. V naši enoti se zavedamo, da je najpomembnejši človek, saj brez dobro usposobljenih in motiviranih pripadnikov ne bi zmogli izvajati našega poslanstva. Dovolite mi, da vam danes predstavim ljudi, ki častno in predano služijo svoji domovini. Pripadniki enote za podporo odgovorno upravljamo naloge prenosa stopnjevanih podatkov. Smo zanesljivi skrbniki in vozniki na generalštabu. Zagotavljamo varnost generalštaba in Ministrstva za obrambo. Pripravljamo hrano, ki jo razdelimo z nasmehom. Skrbno vzdržujemo zaupano infrastrukturo. Poskrbimo za urejene finance in arhiv Slovenske vojske. Smo ponosni gardisti in odlični glasbeniki, nepogrešljivi na protokolarnih in domoljubnih prireditvah. Naši vrhunski športniki so ponesli ime domovine Slovenske vojske po svetu. Smo pomemben subjekt promocije. Naloge specializirane vojaške policije upravljamo častno in predano. Smo tudi učitelji in nadzorniki usposobljenosti enot Slovenske vojske, nam so zaupana vadišča, poligoni in strelišča. Zagotavljamo delovanje komunikacijskih in informacijskih sistemov za Slovensko vojsko. Odgovorno delujemo na področju zbiranja elektronskih obveščevalnih podatkov. Veliko pozornost namenjamo oblikovanju timskega dela in zavesti o soodvisnosti. Praktične izkušnje so nas naučile, da je zraven strokovnega znanja potrebno imeti še veliko mero strpnosti, razumevanja, vztrajnosti in odločnosti. Da smo vredni zaupanja tudi v najtežjih trenutkih, smo dokazali v preteklem obdobju tudi v operaciji Migrant. Za pripadnike enote za podporo je današnji dan še posebej pomemben, saj smo sprejeli svojo največjo svetinjo, bojno zastavo. Bojna zastava enote za podporo za nas pomeni najvišjo čast, pripadnost enoti in zavezanost lastnemu rodu. Hvala za te besede, gospod brigadir Ernest Anžel. Orkester Slovenske vojske nam bo zaigral dve Avsenkovi. Večer na Robleku in na Gorici. Kaj ste sitni očkavi, pravni žvon pogodu ni, veste me le krigate, vame se obrigate, a meni očkale se zdi, moja ljubce všeč vam ni, ker me vedno karate, preparaš drugam, na Roblek bom odšel, bom ljubco s sabo vzel, tam kjer sem bil mlad pa sin, živelo z ljubce gorski kar gori bom ostal, tudi kravce postegnal, na Robleku z ljubico, močka srečamo kot malo kdo.
obleku z ljubico, da mačka sreča manj kot malo kdo. Dragi orkestraši, pričarali ste nam čas, za katerega se nam zdi časih, da nam polzi iz rok. Hvala lepa za to. Spoštovani, prihajamo na drugi del današnje prireditve. Uspehi enote za podporo so še kako povezani tudi z odličnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Pozdravljam župana občine Vrhnika. Gospod župan Stojan Jakin, izvolite, beseda je vaša. Spoštovana gospa ministrica, spoštovane pripadnice in pripadniki oboroženih sil, še posebej pa enot za podporo. Ja, Vrhnika je že leta in leta povezana z oboroženimi silami in moram reči, da komaj so se nekoliko osušile ali pa pozabile tiste težave, ki smo jih imeli z ledom, že je prišlo do begunske krize, skratka, kup težav, v katerih se je znašla občina Vrhnika, pa ne samo občina Vrhnika, celotna Slovenija, in pri katerih moram reči, da se vam moram zahvaliti, kajti oborožene sile, Slovenska vojska nam je močno pomagala. Pri zadnjih težavah, ki smo jih imeli okrog begunske krize, brez podpore vaših enot, verjetno sami ne bi zmogli. Kajti vaše enote so nas podprle logistično in s vašo pomočjo, z vašim zalaganjem smo uspeli na zelo človeški način rešiti težave, ki smo jih imeli okrog beguncev. Zato še enkrat hvala.
Verjamem, da ste izredno ponosni v današnjem trenutku, ko ste prijeli to bojno zastavo, in verjamem, da vam bo služila in da boste z njeno pomočjo še močnejši, še prizadevnejši, še uspešnejši. Zato vam v bodoče želim mnogo uspehov, želim vam, da bi, če je že potrebno, se rajše srečati, tako kot smo se v preteklosti, in da do kakšnih težjih dogodkov v bodoče ne bi prihajali. Še enkrat, pripadnice in pripadniki oboroženih sil, čestitam ob današnjem dogodku in vam želim veliko uspehov. Gospod župan, hvala tudi vam za spodbudne besede. Enota za podporo obeležuje 2. obletnico delovanja. Današnja slavnostna govornica je ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani, prav težko je bilo pred parimi trenutki stati mirno ob tako poskočni melodiji. Mislim, da je prav lepo pri vas. Spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, župan občine Vrhnika, pripadnice in pripadniki ter nekdanji pripadniki enote za podporo, druge pripadnice in pripadniki enot Slovenske vojske, cenjeni gostje. Spoštovani pripadnice in pripadniki enote za podporo, danes v vojašnici Ivana Cankarja, v kateri je eden izmed domov pripadnikov poveljstev in enot združenih v enoto za podporo, s ponosom praznujemo 2. leto vašega delovanja. Pred 2 letoma ste prevzeli pomembno vlogo podpore za učinkovito delovanje organizacijskih enot Generalštaba Slovenske vojske. Ste pomembna komponenta Slovenske vojske. Številne naloge, ki jih strokovno in predano upravljate, so zelo pomembne za nacionalno varnost in delovanje Slovenske vojske doma in v tujini. S tem dostojanstveno udejanjate poslanstvo Slovenske vojske, ki je eden izmed ključnih stebrov varnosti naše države Republike Slovenije. Pred nami je praznovanje 25-letnice njene samostojnosti in suverenosti. To bo za nas vse, ki imamo radi svojo domovino in smo nanjo ponosni, velik praznik. Ob tem mejniku se še s posebno hvaležnostjo spominjamo vseh naporov, ki so vodili do uresničitve dolgoletnega hrepenenja našega naroda po lastni državnosti. Iskrena hvala vsem, veteranom vojne za Slovenijo iz teritorialne obrambe in takratne slovenske milice, ki ste se takrat junaško postavili v bran mladi državi. Še posebej sem vesela, da imam priložnost biti v tem času, ko se približujemo dnevu državnosti, tu na Vrhniki, v mestu, ki se je s svojimi prebivalkami in prebivalci v vojni za Slovenijo izjemno izkazalo in prejelo tudi najvišje državno odlikovanje, zlati častni znak Republike Slovenije. Vsako obdobje pa prinaša nove izzive. Na obrambnem področju se danes, bolj kot kadarkoli do zdaj, srečujemo s precejšnjimi. To so izzivi, katere poti bomo izbrali za nadaljni razvoj in opremljanje Slovenske vojske ter vsega obrambnega sistema. V to prizadevanje smo se podali z velikim zagonom in energijo, a hkrati tudi zelo konkretno. Opravljamo strateški pregled obrambnega resorja, prenavljamo normativne strateške dokumente in izvajamo še številne druge ukrepe. Bistveno pa je, da bo treba za Slovensko vojsko zagotoviti neprekinjen in predvsem stabilen vir financiranja. Če bo ta pogoj izpolnjen, bomo lahko pot Slovenske vojske, seveda s pomočjo dobro pretehtanih rešitev, znova obrnili v pozitivno smer. Trdno pa se zavedamo, da so v vsakem organiziranem in dobro delujočem sistemu, kot vojska je, glaven element ljudje. Zadovoljni in motivirani pripadniki, ki z veseljem opravljate svoje naloge, ste dobro usposobljeni in čutite pripadnost svoji organizaciji, ter si prizadevate za njena učinkovito delovanje in razvoj. Prepričana sem, da je Slovenska vojska, kljub izzivom, ki so povezani s pomanjkanjem denarja za razvoj in modernizacijo, prav takšna organizacija.
Slovenska vojska je vojaška organizacija, ki jo sestavljate zavzeti, sposobni in domoljubni pripadnice in pripadniki. To vedno znova dokazujete. Dokazujete doma, ko je treba preskočiti na pomoč našim državljanom, kot tudi v tujini, kjer v mednarodnih operacijah in misijah uživate spoštovanje in ugled verodostojnih partnerjev. Tudi v prihodnje bo tako naša pozornost namenjena posameznikom, vsakemu izmed vas, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Prav tako pa tudi timskemu delu ter spodbujanju avtonomnosti in ustvarjalnosti. S tem bomo še povečali občutek pripadnosti in odgovornosti vsake pripadnice oziroma pripadnika Slovenske vojske. Zelo pomembna pa sta tudi funkcionalna profesionalizacija in uveljavljanje strokovnega vojaškega voditeljstva. Vse to namreč utrjuje homogenost in moč vseh komponent, tudi enote za podporo. Razvoj na področjih, za katera ste zadolženi v vaši enoti, pa nikoli ni končan. Zato je zelo odvisen od strokovnosti visoko usposobljenih pripadnic in pripadnikov ter izmenjave znanj, izkušenj z drugimi domačimi in zunanjimi strokovnjaki. Temu pomembnemu segmentu v enoti dajete velik poudarek, kar na Ministrstvu za obrambo zelo cenimo. Strinjam se z vami, EPOD, enota za podporo, je kompleksna enota, tako po poslanstvu kot vsebini, tehniki, usmerjanju in vodenju. Vse enote združene, gre za širok spektr delovanja na različnih lokacijah po Sloveniji. Ob mojem lanskem obisku ste mi predstavili vaše delo, izpostavili ste mi vaše dosežke in ključne naloge, pa tudi izzive, s katerimi se srečujete. Verjamem, da vsi skupaj delamo na tem, da te izzive, ki jih prenašajo nekatere pretekle odločitve, pa tudi zahtevno obdobje, v katerem smo se znašli, skupaj rešujemo. Skupaj se lahko že danes uspešno soočimo zlasti s tistimi izzivi, ki niso neposredno povezani z večjimi finančnimi sredstvi in katerih uresničitev je odvisna zlasti od nas samih, od naše pripravljenosti, enotnosti in trdne volje. Verjamem, da bomo skupaj oblikovali, se uskladili in izvedli prave rešitve za naš nadaljni razvoj. Spoštovani pripadniki in pripadnice enote za podporo, zahvaljujem se vam in vam izrekam veliko pohvalo za profesionalno uresničevanje poslanstva. Vaše dosedanje delo in dosežki so zagotovilo za uspešno delovanje enote tudi v prihodnje. Uspehi, ki ste jih dosegli, so rezultat vaših skupnih naporov, tovarištva, čuta za pripadnost Slovenski vojski in prizadevanja vseh pripadnic in pripadnikov za uspešno delovanje enote. Ob dnevu vaše enote vam iskreno čestitam. Danes ste zasluženo prejeli bojno zastavo enote za podporo. Naj bo to dodatna motivacija za vaše prihodne izzive. Prepričana sem, da boste znali ohraniti in nadgraditi vse, kar ste s trudom zgradili. Imate pogum, znanje in izkušnje. Verjamem v vas in vam zaupam, da boste na vaši in naši skupni poti uspešni tudi v prihodnje. Hvala in srečno! Gospa ministrica, iskrena hvala tudi vam za vaše izbrane besede. Slovesnost ob predaji bojne zastave enoti za podporo je končana. Iskrene čestitke vsem njenim pripadnikom, ki vsak po svoje soustvarjate njeno plemenito zgodbo in poslanstvo. Družina smo. Druži nas ista kri. Družijo iste skrivnostne vezi, ki jih nihče ne more izničiti, ne pretrgati, ne zatajiti. Družina iz iste hiše doma. Družina, ko sedamo k skupni mizi, ko ždimo vsak v svojem hišnem kotu, ko smo na poti po širnih cestah ali ko se razselimo po svetu. Vsi smo eden drugemu luč in če le ena od njih ugasne, ugasne cele družine luč.
pa pojdimo v dan in leto v naši domovini s temi čudovitimi mislimi našega slovenskega poeta, seveda najprej pa na pogostitev v jedilnico. Hvala vam za sodelovanje, lep dan še naprej in srečno. Mirno, glasni, pozdrav! Pozdrav, na desno! Na mesto odmor. Mirno!